Stopnja registrirane brezposelnosti za junij, ki jo meri Statistični urad Republike Slovenije, je za Gorenjsko znašala 5,2%, za Slovenijo pa 7,9%. Če pogledava malo po uradih, je najnižja stopnja registrirane brezposelnosti v Škofji Loki, 4%, najvišja pa v Tržiču, 6,6%, vendar še vedno nižja, kot je za Slovenijo. Jesenice in Kranj imata enako stopnjo registrirane brezposelnosti, 5,6%, Radovljica pa 4,8%. Po katerih poklicih je povpraševanja veliko in kateri so tisti, za katere se še vedno ne dobi zaposlitve? Torej v letošnjem obdobju od januarja do avgusta so delodajalci javili, sporočili 8.500 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo še vedno po nizko kvalificirani delovni sili. Če greva po poklicih, so to delavci za preprosta dela v predelovalnih obratih, potem so tukaj čistilci, strežniki, kuhinjski pomočniki, torej preprosta dela. Sledi področje gostinstva in turizma. Vse obdobje od januarja do avgusta iščemo natakarje, kuharje, kuhinjske pomočnike, tako kot sem že prej rekla. Potem je tukaj gradbeništvo, tretja panoga, kjer je največje povpraševanje po vseh gradbenih poklicih. Zidarji, krovci, tesarji, betonerji in tako naprej. Potem sledijo vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev doma in v mednarodnem prometu in spremljajoči poklici v prometu, to so avtokleparji, avtoserviserji, avtomehaniki. Potem je bilo v letošnjem letu izredno povpraševanje po prodajalcih. Ti veliki trgovski centri imajo številne potrebe, sledijo skladiščniki, komercialisti, potem so pa poklici v tehničnih panogah od 4. do 7. stopnje izobrazbe, kjer nam pa delodajalci praktično že nič več ne pošiljajo prostih delovnih mest, ker vedo, da na zavodu tega kadra ni. To so pa tehnični poklici, strugarji, orodjarji, strojni tehniki, strojni inženirji, potem upravljavci strojev za predelovanje in obdelavo kovin, monterji, operaterji CNC strojev, elektroinštalaterji, varilci, skratka vsi tehnični poklici, kjer delodajalci želijo pridobiti kadra, pa ga žal v evidenci ni. Če greva pa še naprej, veliko povpraševanje je v izobraževalni dejavnosti. Pomočniki vzgojiteljev, vzgojitelji, torej 5. in 7. stopnja izobrazbe. Potem so strokovnjaki za zdravstveno nego na višjem nivoju in pa seveda na 4. ravni, bolničarji, negovalci, oskrbovalci za domove za ostarele, medicinski tehniki, višji medicinski tehniki, zdravniki. Javni sektor še vedno mora obvezno podati objavo prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje in žal za ta delovna mesta nimamo kadra v evidenci. V zadnjih letih pa se srečujemo s tem problemom, da imajo mladi zaključene fakultete, pa vendar ne dobijo zaposlitve in zato je prišlo do finančne vzpodbude delodajalcev za mlade. Tako je. Na zavodu trenutno imamo finančno spodbudo, trajno zaposlovanje mladih se imenuje. Je sicer zaposlitev za nedoločen čas, zato se delodajalci nekoliko bojijo zaposliti mlado osebo, ker jo ne poznajo. Zato bi tukaj poudarila, da je na voljo ukrep delovni preizkus in pa usposabljanje na delovnem mestu, ki lahko traja delovni preizkus 100 ur do 1 meseca, usposabljanje na delovnem mestu pa 2 ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti dela oziroma izkušenj, ki
ki jih iskalec zaposlitev oziroma brezposelna mlada oseba ima. Namenjen je mladim do 30. leta starosti, delodajalec zanj dobi 5.000 evrov izplačanih v 2 delih. Ali to pride v poštev samo za tiste mlade, ki so prijavljeni na vašem zavodu za zaposlovanje ali tudi za druge? Samo za tiste, ki se prijavijo v evidenco brezposelnih oseb.